Kljub pozivu k varčni rabi vode, poraba 10% višja. Oživili živinski sejem v Šentjerneju. V boju v Krasincu umrl 41-letnik. Dober dan. Kljub dvakratnemu pozivu novomeške komunale naj občani v vseh 8 občinah, kolikor jih sodi pod okrilje tega javnega podjetja, z vodo ravnajo varčno, si je njena poraba v juliju celo zvišala za 10%. A kot opozarjajo vodilni v podjetju, če bo vode zmanjkalo, jo bo zmanjkalo za vse. Vode primanjkuje v vseh 8 občinah, izdatnost vodnih virov je namreč zmanjšana, vodohrani imajo premajhne zmogljivosti za zagotavljanje potreb v konicah, redukcija vode pa ni možna, so opozorili na današnji novinarski konferenci. V zadnjem obdobju smo po podatkih Arsa, ki smo jih pridobili, ugotovili, da je bilo padavin za približno 30% manj, kot je desetletno povprečje, in v primeru, da se bo to sušno obdobje nadaljevalo, bomo dejansko prišli do problema oskrbe s pitno vodo tako prebivalcev kot industrije. Problem je zagotavljanja vode v času konic, se pravi med delovnikom, v dopoldanskem času, ko obratuje tudi industrija, in pa večernem času. Zdaj, čez noč, ko pa praktično ni porabe, se ti vodohrani nekoliko napolnijo. Zaenkrat še zagotavljajo vodo, a rezerv ni, poudarja Zorko. Konec meseca pa pričakujejo tudi povečano porabo v Krki in Revozu, ki imata ta čas kolektivni dopust. Ker so vodovodni sistemi komunale povezani, sicer občutijo težava z vodo povsod. Najprej smo opazili zmanjšanje vodnih virov v pobočju oziroma v področju Gorjancev. Tam sta dva vodna vira, ki sta svojo izdatnost, ki se jim zmanjšala izdatnost za polovico. To je dodatno obremenilo naš največji vodni vir jezero. V komunali sicer pripravljajo strategijo vodooskrbe za vseh 8 občin. Z hidrogeološkim zavodom smo že opravili določene raziskave. Ugotovili smo, da nekateri viri presihajo, da je podtalnice manj. Iščemo pa nove vodne vire. Imamo dva vira, ki naj bi imela večjo izdatnost, bom rekel, v pregledu. Z novima vodnima viroma v občinah Novo mesto in Žužemberk bi tako izboljšali oskrbo s pitno vodo na Dolenjskem. Novo zgrajenega vodovodnega omrežja pa se veselijo prebivalci Ostroga v šentjernejski občini. Uradno so ga predali namenu v sklopu Jernejevega, ko so hkrati obeležili 90-letnico tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Kot je povedal župan Franc Hudoklin, so v minulih 2 letih v sklopu projekta hidravlične izboljšave obnovili 10 km vodovodnega sistema v vzhodnem delu občine, tudi v Ostrogu. Dostikrat je bilo s kostanjske strani, ker je tam zajeti na takem področju, je bila onesnažena. Voda je to, kar smo probali, je kar v redu. In tako pritisk, zdaj imamo vode dostikrat je bilo od kostanjske strani, ker je voda tudi pritisk ne bil in je vode zmanjkalo. Vrednost celotnega projekta je nekje okoli 2,5 milijona evrov, seveda govorimo o celih 10 kilometrih. V tem trenutku lahko rečemo, da smo z vodovodnim sistemom že proti koncu. Vsi hišni priključki, ki so v celem sistemu, okoli 350 novih priključki, so že končani. S tem projektom bodo tako zagotovili kakovostno pitno vodo skoraj 90% občanov. Sicer pa so v Ostrogu s povorko in slavnostno akademijo obeležili tudi 90 let gasilskega društva. Poleg zahval najprizadevnejšim članom so prevzeli uporabo nov reševalni čoln. Ta odločitev čolna je pala takoj po letu 2004, ko smo kupili nov gasilski avto. In to je bila skus ena težnja k enemu, da bomo kupili gasilski čoln ali pa gasilsko vozilo. Čoln, ki pomeni veliko pridobitev o poplavah, so v 120-članskem društvu prejeli od civilne zaščite. Tokratna sejemska sobota v Šentjerneju je bila živahna kot že dolgo ne. Po 4 letih so namreč odprli prenovljen živinski sejem, ki zdaj ustreza vsej predpisani zakonodaji in je edini klasični sejem te vrste v Sloveniji. Na sejmiščnem prostoru se je trlo razstavljavcev in obiskovalcev od blizu in daleč. Sem rejec konjev, pa me to malo zanima, malo pogledati, malo
da damo še kaj tam zaslužiti, kaj za kako pivo, pa malo okoli štantu, tako da se nekaj... Glavnem je za pohvaliti, no, lepo. Pogrešam, kot 2 leta ne bilo. 4 leta? 4 leta, no, drugač pa skoraj na vsakem. Zakaj pa pridete? En malo za firmce, en malo če kaj za kupiti, če imam za prodati, prej je bilo to drugače, ne. Zdaj pa to bolj. Pa sicer se zdi to dobra zamisel, da je Šentjernej spet dobil živinski sejem. Sigurno, da. To bi žihar bilo že prej. Ker včasih bi res marsikdo kaj kupil, pa nijemo kje, ne. Da bi živinski del vnovič vzpostavili, si je prizadevala tudi občinska uprava. Pred 4 leti ga je namreč z odločbo prepovedala veterinarska inšpekcija. Moram povedati, da ta sejem bi lahko zaživel že skoraj pred 2 leti, če ne bi imeli v neposrednji bližini takega soseda, da se je seveda pritoževal na vse izdane odločbe gradbenega dovoljenja, vendar roka pravičnosti je naredila to, da smo ravnali pravilno, dobili tudi vsa dovoljenja. Danes, kot vidimo, je to pravi sejem. Za potrebe živinskega dela sejma so zgradili nadstrešnico za živali, bokse in vse drugo, kar je zahtevala zakonodaja. Kot je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, je sejem priložnost, da se pokažejo živinorejski dosežki. Hkrati pa, da se tu sklene kakšen posel. Na koncu živinoreje je tudi gospodarska panoga, od katere je treba tudi nekaj iztržiti in to je prav gotovo priložnost za tako zadevo. Priložnost za to bodo kmetje imeli vsako 2. in 4. soboto v mesecu, bodo pa na sejmu, ki so ga uredili ob izdatni pomoči evropskih sredstev, prihodnje pripravljali tudi razstave živali. Veliko težavo v občini Ivančna Gorica predstavlja predšolsko varstvo, saj zaradi velikega priliva ljudi vsako leto zmanjka prostora za vse malčke. Trenutno je v vrtec Ivančna Gorica vključenih 700 otrok, občina pa plačuje stroške varstva po drugih vrtcih še za 100 malčkov. Trenutno je na čakalni listi nekaj manj kot 100 otrok rojenih v letu 2011 in 31 otrok rojenih v letu 2010, pravi ravnateljica vrtca Ivančna Gorica. Na našo pobudo je občina pristopila k reševanju in smo tukaj že našli en oddelek, ki ga pripravljamo, tako da bo 27. avgusta že lahko vanj vstopilo 19 otrok, ki so vključeni v vrtec. Gre za oddelek v srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, kjer deluje vrtec Pika Polonica. Otroci, ki bodo sem prišli, so sicer iz drugega starostnega obdobja, ampak na ta način smo sprostili v novem vrtcu oddelek, kamor bodo povabljeni otroci, ki so odklonjeni torej iz prvega starostnega obdobja. Zaradi visokih normativov bi morali sicer v občini zagotoviti skoraj 10 dodatnih oddelkov, če bi želeli sprejeti vse malčke, poudarja tamkajšnji župan. Glede na proračunske zmožnosti pa je cilj, da priskrbijo prostor vsaj za 50 otrok. Zdaj imamo več želez v ognju, eno je razpis za koncesijo. Jaz upam, da se bo kdo prijavil, čeprav trenutno ni še nobene prijave, pa glede na to, da se rok izteka 15. avgusta, jaz upam, da vseeno kakšno bo. Proučujejo tudi možnosti v podružnični šoli v Hrastovem Dolu. Sicer pa župan opozarja, da bo treba poskrbeti tudi za dodaten šolski prostor. Ker ta generacija bo enkrat prišla v šole in to v bližnji prihodnosti. Vse te otroke moramo sprejeti v šole, za vrtec je to zaželeno, v šole vsi bodo morali iti in zato tudi intenzivno pripravljamo načrte za gradnjo nove šole v Zagradcu. V njej naj bi svoj prostor našlo tudi nekaj oddelkov vrtca, še dodaja. Novomeški policisti so bili nekaj minut pred polnočjo obveščeni, da naj bi v Krasincu moški z nožem zabodel drugega moškega. Hudo poškodovan 41-letnik je kljub posredovanju reševalcev umrl. Policisti in kriminalisti so odvzeli prostost 57-letnemu osumljencu za uboj z območja upravne enote Novo mesto. Našli in zasegli so nož, s katerim naj bi ta med pretepom zabodel 41-letnega moškega. 57-letnega osumljenca so nato odpeljali v bolnišnico zaradi poškodb, ki naj bi jih dobil med pretepom. Prostost so odvzeli tudi 56-letnemu osumljencu za povzročitev hude telesne poškodbe za območje upravne enote Metlika. Črnomaljski policisti pa so 2. avgusta med preiskavo na domu 46-letnega osumljenca iz okolice Črnomlja našli in zasegli 201 sadiko prepovedane konoplje in okoli 3 kg posušene konoplje. Gre torej za novo odkritje sadik, potem ko so večjo količino nedavno odkrili na Praprečah pri Šentjerneju.
5 let je minilo, odkar so člani Metliške športne zveze pripravili prvi belokranjski triatlon, ki se ga je takrat udeležilo le 13 tekmovalcev. A število je iz leta v leto naraščalo in letos je dobrih 14 km dolgo progo premagalo rekordno število 154 tekmovalcev. Tekmovanje se je začelo v 26 stopinj Celzija toplih Kolpin. Po 200 metrih plavanja je sledil tek do pripravljenih koles in 10 km dolga vožnja po okoliških vaseh. Nato pa še 4 km teka po bližnjih njivah. Po 31 minutah in 20 sekundah je v cilj prvi pritekel lani drugo uvrščeni Jaka Kaplan iz Ribnice. Tek je bil zelo težak. Najtežji tek? Ja. 5 minut pozneje je na cilj pritekla tudi prva ženska, Manca Dečman iz Ribnice, ki je v Primostku že 3. leto zapored slavila zmago v svoji kategoriji in to kljub manjši nesreči s kolesom. Nisem šla prav dol, zapletla sem se z nogami, kolo in sem padla. Sicer pa je triatlon minil brez nesreč in poškodb. Vseh 154 tekmovalcev je premagalo tekmovalno progo, med njimi tudi veliko belokranjcev. To je za nas tudi pomembno, da se povečuje ta množičnost udeležbe na triatlonu strani belokranjcev, da je triatlon vedno bolj popularen tudi v Beli krajini, ker tu v okolici nimamo nekega takšnega dogodka. Belokranjski triatlonci pa dosegajo tudi vedno boljše rezultate. Med ženskami je bila najhitrejša Marta Ivanušič iz kolesarskega kluba Metliška Črnina, med moškimi pa 5. uvrščeni Gregor Muci iz Črnomlja, ki je za zmagovalcem zaostal le minuto in 40 sekund. Odlično. Trpeče, vendar uživaško. Nisi prvič na tem triatlonu? Ne, to pa je zdaj že 4. Domači sem prvi sosed tukaj in se spodobi, da pridem. Ribničani zmagovalci belokranjskega triatlona sicer resno trenirajo in sodijo v slovenski triatlonski vrh, a občinstvo je z navdušenjem pozdravilo prav vse, tudi tiste, ki so triatlon končali v dobri uri. Za konec še olimpijski pridih. Približno 2000 ljudi se je zbralo v Brežicah na sprejemu za olimpionika Primoža Kozmusa, ki se je iz svojih 4. olimpijskih iger vrnil s srebrno kolajno v metu kladiva. Harmonikari Tonija Sotoška, Big Band Krško pa Peter Direnbeck in Nuša Derenda so ogrevali občinstvo do prihoda šampiona, ki se je vsem zahvalil za podporo. Povedal je, da je bilo vzdušje na tekmi v Londonu zaradi ogromnega števila gledalcev čudovito. Vedel je, da tokrat ni absolutni favorit kot pred 4 leti v Pekingu. Tokrat je to vlogo nosil Madžar Pars. Vsekakor sem pa je štartil na zmago, torej na takšni tekmi ni druge izbire. Bil je tudi dosegljiv z dobrim metom, ampak to je bilo, bom rekel, mogoče malo nerealno pričakovati, da bi jaz dober met, on pa slab. In bil je boljše pripravljen in mu čestitam za ta naslov. Jaz sem pa vesel, da sem vzel srebro. Visoka pričakovanja, ki jih ima javnost od vrhunskih športnikov, so težko breme, je dejal Kozmus. Seveda, on nas razveseljuje, mi njega in ne glede na to, tudi če bi bil kakšen slabši met, mi mu stojimo v strani in prav zaradi tega jaz mislim, da je to njemu največja spodbuda in da on to razume in mi vsi skupaj in treba mu sam čestitati. Olimpijski podprvak se po takšnem rezultatu ne misli upokojiti. Napovedal je udeležbo na olimpijadi čez 4 leta v Braziliji. Ja, v bistvu treba se zastaviti pač za novo sezono, cilje, načrt dela in o tem se bomo pogovarjali v glavnem, ko bo konec malo odmora, da se malo spočijemo od vsega. Sicer pa je na zadnji dan olimpijskih iger v maratonu nastopil Novomeščan Primož Kobe, ki je s časom 2 uri 19 minut in 28 sekund zasedel solidno 46. mesto in s tem dosegel drugo najboljšo slovensko uvrstitev v maratonu na olimpijskih igrah. Na nove podvige naših olimpijcev bo treba čakati 4 leta, do naših svežih novic pa le do jutri. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.